Spoštovane in spoštovani sopotniki našega gledališča, v veliko veselje mi je, da lahko oznanim naslednjo premiero, ki jo bomo gledali 29. maja ob 20. uri na velikem odru ljubljanske Drame, da jo razglasim za predstavo v živo. Nekaj časa tega nismo mogli napovedovati, vsi vemo, kako je. Zahvalil bi se vam za potrpežljivost. Lahko nam verjamete, da smo mi, ustvarjalci, komaj čakali na ta trenutek. V veliko olajšanje bo igralcem, ki bodo lahko svoje stvari pokazali v živo, ne pred praznimi dvoranami, ne pred kamerami in upali, da bodo njihovi umetniški izdelki pravilno preneseni na filmska platna oziroma na ekrane. Mislim, da je po enem letu absolutno se treba zahvaliti vsem, ki smo počakali na ta dan. Upam, da je med vami veliko takih, ki radi dihate skupnost. Skupnost, ki zaradi virusa in tudi seveda zaradi ukrepov, ki so bili postavljeni v zvezi s tem, ni mogla dihati in se je vedno bolj dušila. Mogoče je to odprtje gledališč nek prvi korak k normalizaciji življenja. Napovedal bi rad pravzaprav dve premieri. Vitkijevičevo mati bomo v živo premierno uprizorili 24. maja. Seveda pa je danes glavna beseda o Nočnem piscu Jana Fabra. Nočni pisec Jana Fabra bo premierno izveden 29. maja ob 20. uri na velikem odru ljubljanske Drame. Gre za predstavo, ki je sicer v programu Male Drame, vendar zaradi specifike te predstave smo se odločili, da jo bomo predstavili na velikem odru. Avtor Jan Faber. Jan Faber je vizualni umetnik, je filmski režiser, je dramatik, je pesnik, pisatelj, ustvarjalec sodobnih odrskih umetnosti in pri nas ga poznamo že in ga tudi spremljamo že od 80. let, od prvega gostovanja njegove predstave Moč teatrske norosti v Cankarjevem domu in potem skozi mnoge razstave in sodelovanja, tudi na koncu še sodelovanja pri Mariborski evropski prestolnici kulture. Pa začnimo na začetku. Jan Faber se rodi 14. decembra 1958, v letu, ko mu Dunjo prvič zapoje Nel blu di pinto di blu, pesem, ki jo bolj poznamo po volare, leteti torej. In je bila inspirirana tekstopisec in samo besedilo s Chagallom, Yves Kleinom in njegovo Modro. In pesem se potem dobro ujame z poznano Yves Kleinovo fotografijo Leap into the void, padec v prazno. Nel blu di pinto di blu je pa tudi v predstavi Nočni pisec, košček te pesmi. Jan Faber potem študira na Kraljevi akademiji likovnih umetnosti in v Mestnem inštitutu za oblikovanje v Antwerpnu. Od leta 1975 naprej piše gledališka besedila, ki jih uprizori veliko kasneje. Začenja že v 70-ih s svojimi akcijami, performansi na ulicah, v svojem stanovanju in potem v raznih galerijah in muzejih. Začne pa tudi s svojim gledališkim udejstvovanjem. Leta 80 naredi prvo predstavo, ki ima naslov Predstava pisana z U dela Mačka, potem drugi del gledališke trilogije leta 82, to je Gledališče, kot je bilo pričakovano in predvidevano, in tretja v tem ciklu Moč gledališke norosti. V knjigi, modri knjigi Drame 1867-2017, ki je izšla ob 150. obletnici ustanovitve Ljubljanskega dramatičnega društva, piše tole. Leto 1984.
Mednarodno gledališko javnost dokončno opozori nase belgijski multidisciplinarni umetnik, režiser, koreograf in oblikovalec Jan Faber, ko za odprtje 41. Beneškega bienala režira gledališki spektakel Moč gledališke norosti. In ta predstava je gostovala tudi v Cankarjevem domu, v Galusovi dvorani in na slovensko javnost in tudi gledališke ustvarjalce naredila velik vtis in nekako vplivala na kasnejše delovanje slovenskega gledališča. Potem se loti o najrazličnejših predstav, naredi tudi trilogijo, operno trilogijo, katere prvi del Steklo v glavi bo iztekla, plesna sekcija, vidi Ljubljana v Cankarjevem domu leta 1988. Sledijo še druga dva dela, v katerih scenografijo poriše in kostume prav tako z kulijem bik, modrim kulijem bik, tinto, ki je zelo pomembna za njegovo ustvarjanje in se pogosto uporablja in pojavlja na njegovih risbah in seveda tudi kot del scenografije. To je slika iz predstave Steklo v glavi bo iztekla, spodaj pa iz tretjega dela te operne trilogije Misli Elene Trublajn, predstava z naslovom Nemi kriki, težke sanje. Jan Faber dela, tako kot vizualni umetnik, tudi kot režiser in koreograf naprej, ustvarja pomembna gledališka dela. Zadnje veliko je bilo Mount Olympus, ki ga je uprizoril tudi na Bitefu leta 2017, ko se drama takrat na istem festivalu udeleži z uprizoritvijo Biblije, ki zaključuje to modro knjigo 1867-2017. 24-urna predstava Mount Olympus Jana Fabra. Jan Fabre je vsestranski umetnik, ki ga mnogi imenujejo tudi velikega maga sodobnega gledališča. Seveda gre pa za ustvarjalca, ki združuje različne umetniške izraze in že 40 let pravzaprav deluje kot koreograf, scenograf, kot performer, režiser in seveda tudi kot vizualni umetnik. Zdaj v Sloveniji Jan Fabre ni neznanka, pri nas je bil že večkrat gost, med drugim na festivalu Exodus leta 2011. V različnih vlogah se je pa predstavil leta 2012 v okviru Evropske prestolnice kulture v Mariboru. In takrat je ob tej priložnosti izšla tudi njegova knjiga Nočni zapisi, ki vključuje njegovo literarno ustvarjanje, ki je nastajalo med letoma 1978 in 1984. In v njih že zarisuje svojo poetiko in svojo ustvarjalno držo, bi rekla, ki je seveda zelo drzna, zelo napredna, zelo moderna, čeprav se moramo zavedati, da je ta drznost, ta element eksperimenta v flamski belgijski umetnosti prisoten že vse od začetkov 20. stoletja. Potem so gledališče prenavljali po vojni in sicer je s tem eksperimentom nadaljevala potem tudi generacija Jana Fabra in s tem so nasledniki nekako bi rekla flamskih neoavantgardistov. Predstava Nočni pisec je monodramska pripoved avtorjevih dnevniških zapisov, premišljevanj o človeku, o bivanju, o umetnosti. Besedilo je odlično prevedla Mateja Seliškar-Kenka. Lektor je bil Aljoša Dobovišek. Veseli me, da je Jan Fabre izbral ljubljansko dramo za svojo slovensko postojanko in
seveda Marka Mandića za svoj slovenski alter ego v seriji predstav, ki se bodo zgodile po evropskih gledališčih, ki pa vse sodelujejo v širšem gledališkem eksperimentu Jana Fabra. Jana Fabra zanima telo v vseh njegovih pojavnostih, fizičnih in mentalnih. Zapisal se je angažirani umetnosti, ki je uporniška, ki je drzna, ki si upa dlje, prestopa meje. In v tem smislu so zastavljeni tudi ti dnevniški zapisi, ki nekako izpričujejo njegovo poetiko in so zelo iskren zapis njegovega ustvarjalnega procesa. Zdaj, samo uprizoritev Nočni pisec zajema tudi nekatere odlomke iz njegovih dram, sicer pa še dodatne dnevniške zapise, nočne zapise, ki v tej omenjeni knjigi niso bili objavljeni in segajo v obdobje druge polovice 80. let in v 90. leta. Ampak v vseh pa pravzaprav sledimo njegovemu ustvarjalnemu procesu, nekako odstira vrata v ta intimno polje samega umetnika. In to so zapisi bodisi o sami bolečini, negotovosti, strahu človeka, ki je vsrkan v ta ustvarjalni proces. Bodisi so zapisi o ljubezni, ki je, ali pa silni življenjski sli, bi rekla, o ljubezni, ki lahko meji že na nasilje po eni strani, po drugi strani ima pa že neke religiozne konotacije, ima v sebi že nekaj božanskega. No. Skratka, zelo eksplozivni zapisi, zelo strastni, zelo iskreni. In znano je seveda, da Faber marsikatero gledališko besedilo napiše posebej za določenega igralca, izvajalca, in je v tem smislu bilo meni delo nekoliko olajšano, ko sem vedela, da bo Nočnega pisca uprizoril Marko Mandić. Ima le toliko širok igralski diapazon, da sem vedela, da bo lahko uprizoril vsa ta mejna občutja, od norosti do humorja, do strasti, že, kako ne rečem, religiozne ljubezni. In to seveda prevajalcu delo olajša, zaradi tega, ker so sami zapisi namreč izjemno poetični po eni strani, skratka gre za čisto poezijo lahko, po drugi strani pa so to že tudi taki kratki manifesti, kjer mora biti prevajalec seveda zelo natančen in skozi hoditi po tej tanki meji med čisto literaturo in med besedilom, ki se bo uprizarjal na odru. Pri tem seveda je treba paziti na vsak ritem, na register jezikovni in pa tudi samo melodičnost besedila, s čimer se seveda deloma olajša, upam, delo igralcu. Po drugi strani pa vendarle upam, da ne preveč, zaradi tega, ker se besedilo pravzaprav nikoli ne sme povsem oddaljiti od te literarne predloge, od te poetičnosti, ki jo to besedilo ima v izvirniku. In zdaj smo pri Nočnem piscu. Predstava, uprizoritev, ki jo prvič izvedejo leta 2016, in sicer 2 igralki, 1 igralec v Belgiji. Potem pa leta 2019 začne Jan Faber in njegova kompanija Trublain s serijo solo predstav Nočnega pisca. Nastane italijanska verzija, ruska verzija, beloruska, francoska, srbska in zdaj
sta na vrsti še slovenska verzija, katere premiera bo 29. maja 2021 v SNG Drama Ljubljana, in pa Dubrovniška, ki bo imela premiero v juniju. Nočni pisec je sestavljen iz 11 razdelkov, dnevniških razdelkov, 8 razdelkov, kjer se pojavljajo koščki, odlomki iz njegovih gledaliških besedil, in pa 3 odlomkov iz pesmi. Ena je že prej omenjena Nel Blue di Pinto di Blu, druga je My Way in tretja The End Jima Morrisona in Dorsal. Dnevniški odlomki so sestavljeni iz njegovih dnevnikov, ki jih piše od leta 1978 do 1991. Prvi odlomek, na prvi dan, ko začne to pisanje, imamo tudi v slovenščini prevedeno knjigo, ki jo je prevedla tudi prevajalka naše uprizoritve, Mateja Seliškar-Kenda, Nočni zapisi, leto 1978 do 1984. Prvi odlomek se pojavi v tej predstavi z datumom Antwerpen 7. februar 1978 in sicer lepota, vudu, ki telo zdravi ali zastruplja. In zadnji navedeni odlomek v naši uprizoritvi in prav tako v njegovih dnevnikih je odlomek Antwerpen 31. december 1991. Vsa resnična lepota je okorna. Dnevniški odlomki so razdeljeni in sortirani, združeni po temah. Te teme so o lepoti in pisanju, o Emilu, gre za njegovega brata Emila Fabra, ki je umrl 5 let, preden se je Jan Faber rodil, o družini, o spanju in nespečnosti, o New Yorku, I did it my way, o igralcih in igri, o avtoportretu, samopodobi in številnih živalih, o krvi, o umetnosti in telesnih tekočinah, o vojni in sovražniku in zadnji dnevniški razdelek o telesu. Naj vam preberem in predstavim še naslove odlomkov iz gledaliških besedil, ki jih uvršča v predstavo Nočni pisec. To so Reinkarnacija Boga iz leta 1976, Jaz sem napaka, leto 1988, Vladar izgube 1994, Telesce na steni 1996, Kralj plagiatorstva 1998, Jaz sem kri 2001, Zgodovina solz 2005 in Droge so me obdržale pri življenju 2012. Ta predstava, Droge so me obdržale pri življenju, je nastala v okviru festivala EPK Maribor in tam bila premierno prvič uprizorjena. Predstava nastaja v popolnem avtorstvu Jana Fabra, ki pa sodeluje s svojo dramaturginjo, tesno sodelavko Mit Martens in skladateljem Stefom Kamilom Karencom. Se pravi scena, kostumi, lutka, režija, glasba. Vse je nastalo v Antwerpnu. Nočni pisec. Kako smo ga delali? Najprej smo tukaj v Drami, v tem Šugmanovem salonu, sedeli lektor Arko in šepetavka Gaja Pešl in se poglabljali v razne sloje, mnoge sloje besedila, ki je bilo pred nami. In si pomagali z vsem možnim materialom o Fabru, o njegovem življenju, o njegovem ustvarjanju in seveda tudi svojo domišljijo. Potem smo na koncu aprila Klemen Sedilnik, Sandi Skok in jaz odšli v Antwerpen, v njihov laboratorij Troblein, v gledališče, umetniško
kulturni center, umetniško-raziskovalni center, fenomenalno zgradbo. Leta 1974 je pogorelo gledališče Ring Theater, 1999 ga je kompanija Trublane dobila v uporabo, do leta 2007 so to razpadajočo zgradbo, razpadajoče gledališče obnovili, dodali popolnoma moderno arhitekturo in od takrat naprej, od leta 2007, v njem bivajo, delajo, ustvarjajo in je ta prostor tudi zakladnica najrazličnejših umetniških del sodobne vizualne umetnosti. Vsi prostori so prežeti, umetnice in umetniki so za prostore naredili intervencije, ki potem navdihujejo ustvarjanje, ko si tam, recimo v sami kuhinji, ki ima poslikavo Marine Abramovič, med drugim so tudi naši Irvini, Braco Dimitrijevič v plesni dvorani. Glavno teh del je zaenkrat 73, letošnjem letu jih bodo dodali še 10. In nameravajo jih imeti še več, zato da bodo potem, ko bodo to zgradbo morali vrniti mestu po 30 letih, predali skupnosti v uporabo eno bogato zgradbo z bogato dediščino. Tam smo en teden ustvarjali, delali, trenirali. Na veliko veselje je bila z nami še dubrovniška ekipa. Senka Bulič bo igrala predstavo Nočnega pisca tam. Midva sva že prej sodelovala in to ponovno srečanje in spodbujanje drugega na vajah, gledanje, opazovanje, kako drugi performer izvaja naloge, ki so nama zadane, je v bistvu spodbujalo domišljijo drugega in v bistvu preverjala sva, katere stvari delujejo in ne delujejo in kje so možnosti, da se stvar še poglobi in izvedbeni način še oplemeniti. Vrnili smo se domov, mi to vadimo in naslednji teden se ekipa iz Antwerpna pridruži v Drami in predstavo skompletiramo, sfiniširamo in bo za vas v živo na ogled in veselimo se točno tega, da bomo lahko predstavo v živo igrali pred publiko in ne več preko kamere. Del študija je potekal v Antwerpnu, zaključek s premiero v soboto pa je potekal v Drami. Na koncu lahko rečem samo, da se vas zelo veselimo.